3. Vprašanje dečka Jezusa pismoukom. Kdo je devica in kdo je njen sin? Dober odgovor modrega pismouka. Ko sem tako dobil priložnost za govor, sem spregovoril starešinam in pismoukom, ki so mi namignili, naj sedaj govorim in sprašujem, kakorkoli želim. In oni bodo po prejeti dolžnosti odgovarjali. In tako sem prišel zopet s poprej postavljenim uvodnim vprašanjem in rekel: vaše še s tolikšno gotovostjo izrečene besede ne morejo umiriti morja in zapovedati vršečim vetrovom tišino. Samo slepec spregleduje znake našega časa. In kot popoln gluhec ne zmore zaznati mogočnega bobnenja groma zgodovine tega najznamenitejšega časa vse zemlje. Medtem ko ste se že Karmel in Sion priklonila pred prihajajočim kraljem spoštovanja in je Horeb pustil teči mleko in med svojih visokih pečin, pa vi, ki bi to morali najprej vedeti in obvestiti čakajoče ljudstvo, o tem ne veste niti črke. Ob tem so vsi debelo pogledali in pričeli gledati enkrat vame, potem drug drugega in niso vedeli, kaj naj bi mi odgovorili. Čez nekaj časa je nekdo spregovoril. No, nadaljuj zdaj s tem, kar o stvari veš. Odvrnil sem. Seveda vem, kar vem. Vendar vas ne sprašujem zato, da bi mi razložili nekaj, kar tudi brez vašega odgovora vem. Ampak samo zato, da bi mi vi pojasnili, katera je v skladu s prerokom Izaijo tista noseča devica, ki bo rodila prav sina najvišjega. Zakaj ga bo imenovala Emanuel, Bog z nami? Zakaj bo pil mleko in jedel med, da bo zavrgel, kar je hudobnega in izbral, kar je dobrega? To morate kot pismouki razumeti, ko ga je prerok označeval z devico, ki ga je nosila in bo rodila omenjenega sina. Menim, da je tista zgodba o rojstvu v Betlehemu pomembnejša, kakor mislite, in da so tisti par staršev znani cesar Jožef iz Nazareta in njegova devica, s katero se je kasneje poročil, skupaj s sinom, ki se je rodil v Betlehemu, še tako živi, kajti s pomočjo modrega posredovanja poveljnika Kornelija so se izognili kasnejšim grozozdejstvom Heroda in živijo sedaj čili in zdravi v Nazaretu v Galileji. To je meni, dečku 12 let, znano. In vam, ki naj bi bili o vsem na tekočem, naj bi bilo to neznano, posebno še, ker dela Jožef kot eden najsposobnejših tesarjev še vedno vsako leto za Jeruzalem. Kot eden najsposobnejših tesarjev še vedno vsako leto za Jeruzalem. Prav dobro ga poznate, kakor tudi njegovo ženo, ki je Jeruzalemčanka, in ste jo do njenega 14. leta vzgajali v templju. Mar ni hči Ane in Joahima, ki se je po vaših daleč v preteklost segajočih letopisih čudežno rodil? Ana je bila že močno v letih in brez čudeža ne bi mogla niti misliti na oploditev. Torej, ta zakonski par je skupaj z novorojenim detetom živel 3 leta. Takoj po begu iz Betlehema v Egiptu, in sicer v bližini mesteca Ostrazine, v staroegiptovskem jeziku Austražina, kar pomeni toliko kot mesto za ustrašenje. Torej utrdbo, ki je prinesla v času faraonov smrt vsem sovražnikom. Kasneje so mogočnejši sovražniki starega Egipta to mesto, kakor mnoga druga, osvojili
In dan danes je od nekdanjega kraja in mesta ustrašenja ostalo samo še okrnjeno ime, katerega si Rimljani seveda drugače razlagajo, kakor stari Egipčani. Vendar to sploh ni pomembno. Povedal sem vam, ker mi je znano samo zato, da bi vam kraj 3 leta trajajočega bivanja zakonskega para, o katerem govorimo podrobneje, označil. Od tam naj bi se po nekem skrivnostnem navodilu iz višjega mesta vrnil domov v Nazaret, kjer sedaj živi ponižno in v kar največji odmaknjenosti od sveta. Čeprav si tam pripovedujejo o dečku, katerega prav dobro poznati, imam tudi jaz čast, polno čudežnega. Ubogajo ga celo naravni pojavi in najbolj divje živali gozdov in puščav. Bežijo pred njegovim pogledom, bolj kot pred 1000 lovci. Kajti v tem pogledu je 1000-kraten Nimrod. In resno, to vse ne bi vam bilo neznano. Povejte mi popolnoma odkrito in po pravici, ali prav zares o vsem tem niste nič slišali. Evo pomba bralca, Nimrod je bil mogočni kralj Babilona. In ta ne bi bil Jezus ne bi bil 1000-kraten Nimrod. Berem naprej. Nek drug starešina, ki je bil nekoliko boljšega čuta, je odgovoril: ja, o temu smo čuli nekaj govoriti, kakor tudi, da se nam dobro znani tesar svojo mlado ženo vred stalno zadržuje v Nazaretu. Da pa je čudežni deček prav isti, ki je bil pred 12 leti rojen v Betlehemu v nekem hlevu, to pa nam ni znano in tudi močno dvomimo, da je on isti. In zakaj ne bi bil tisti deček, kar že prerokov Emanuel? Odgovoril sem: torej, če on ni ta, od kemu moč, katero ima nad naravnimi pojavi? In kdo je prerokova devica? In kdo je Emanuel? Oglasil se je bogatin iz Betanije: poslušajte, ta deček je vendar veleum, v duhu se mi dozdeva, kot da bi bil on celo mladi Elija, katerega je tisti čudežni deček iz Nazareta poslal kot cela pred seboj, da bi nas vse pripravil na sprejem prispelega prerokovega Emanuela. Kajti kdo med nami je že kdajkoli doživel, da bi, razen Samuela, 12-letni deček tako modro govoril? Zato morate s tem dečkom že bolj pametno govoriti, drugače se ga ne znebimo. Tega preroka mu boste pač morali nekoliko jasneje razložiti. In se ob tem pozanimati, kako je z devico Marijo, s čudno hčerko Joahima in Ane, ki sta na koncu, ko sta umrla, vse njuno znatno premoženje prepustila templju kot plačilo za vzgojo hčerke Marije. Pravzaprav si ga je tempelj kot zapuščeno lastnino prisvojil silo, kot plačilo za vzgojo hčerke Marije. Kaj menite takole popolnoma iskreno o tisti devici? Če naj kakšnemu preroku kaj verjamemo, potem je čas, katerega je napovedal, pravzaprav napočil. In vsega čudežnega v zvezi z devico, o kateri je tukaj govora, ne more nihče več zanikati. Če je res kaj na stvari, bi bilo od nas nedvomno zelo grešno, če se ne bi o temu pozanimali temeljiteje in poglobljeno. Jezljivi starešina pa je dejal: tega ti ne razumeš in govoriš dajoč dečku potuho, kakor popoln slepec o velikem razkošju lepih barv. Da bom jaz dal opombo, to je bil klasičen naprej naučen stavek vseh farizejev, ki se potem večkrat pojavlja tudi v velikem Janezovem evangeliju. Klasičen napad in sramotenje govorca. Jezljivi starešina je dejal, to je ta stavek naučen: tega ti ne razumeš in govoriš dajoč dečku potuho, kakor popoln slepec o velikem razkošju lepih barv. Zanikanje in sramotenje, to je bil njihov klasičen, bi rekel, diplomatski stavek. Berem naprej. Upadal sem, res je svojevrstna stvar, če si sestradan domišljuje, da je vse naokoli lačno,
na karkoli že naleti. Tepec šteje ostale ljudi vedno za še bolj neumne, kakor je on sam. Slepcu je vsak slep, pa naj še tako ostro vidi, in gluhcu je vsak človek gluh. To je rekel Jezus. In nadaljuje. Kaj res meniš ti, stari jezljivi, da so za izjemo tebe vsi sami nevedneži? Oh, tukaj se pa zelo motiš. Vidiš samo deček sem, pa bi ti lahko pripovedoval in oznanjal stvari, ki so popolnoma zaresne in pravilne, o katerih se tvoji čemerni modrosti še nikoli ni kakorkoli sanjalo. Zakaj ne bi mogel moj bogati Simon iz Betanije, ki je prepotoval Indijo, Perzijo, Arabijo, Egipt, Španijo, Rim, Atene, vedeti tukaj kaj, o čemur se tebi še niti sanjalo ni? In če je tako, s kakšno pravico si ga dovoljuješ obdolževati neznanja? Jaz pa ti povem, da sodi popolnoma pravilno in vi zato storite, kar zahteva za bogato plačilo od vas. Če nekdo najame hlapca za neko delo, mora hlapec storiti tisto, za kar ga je gospodar najel. Če hlapec tega noče ali ne zna, potem pač mora imeti hlapčev gospodar pravico zahtevati nazaj dogovorjeno plačilo od lenega in nerodnega hlapca. Dali ste se dobro plačati, vendar nočete za to kaj storiti ali pa ne morete. Kaj Simon nima pravice zahtevati svoje vam dano plačilo nazaj? Nek prisoten rimski pooblaščenec in sodnik, ki se je spoznal na vse pravo, je rekel: Glejte no tega dečka, popoln pravnik je in lahko bi bil takoj sodnik v vseh spornih zadevah. Njegov pravni izrek je do polnosti utemeljen v našem pravu in če bo Simon iz Betanije to od mene zahteval, mu moram očividno ugoditi z naj se izpolni izrekom. Nato je stopil k meni, me božal in objemal in mi dejal: Poslušaj, moj mili, bogato skodrani deček, prav zaljubljen sem vat. Zate bi skrbel za vsem mojim premoženjem in vzgajal bi te v nekoga pomembnega. Odgovoril sem mu, da me imaš rad, prav dobro vem, kaj ti v tebi bije zvesto dobro srce. Verjemi mi, tudi jaz te imam zelo rad, ampak ne skrbi za moj napredek, kaj ti že obstoja nekdo, ki se za to briga. Pristopil pa je tudi Simon iz Betanije in me je nadvse začudeno vprašal: Povej mi ti, moj najlepši, najljubši in najmilejši deček, odkje veš, kje vse sem že potoval? Povedal sem mu: nikar se temu ne čudi, kajti če hočem kaj vedeti, je to že v moji naravi tako urejeno, da to vem. Vendar kako, tega sedaj še ne boš mogel razumeti. Ampak vrnimo se k stvari in k naši devici. Ali hočete vi, svečeniki in pismouki, to podrobneje razložiti ali ne? Oglasil se je eden bistrejših in iz precejšnjega števila starešin. Ja, ne bo šlo drugače, kot da začnemo dečku točiti popolnoma čisto vino in tako mu razložite njegovega Izaijo s primerjalno vedo kabale. In potem ne bo več našel izgovora za kakšno nadaljne vprašanje. Na kar je nastopil najmodrejši pismouk in dejal: Torej ti, vedoželjni mladenič, zberi vse čute, poslušaj in razumi. Z devico prerok ni razumel neke device iz mesa in krvi, temveč samo vedo, katero je dal Bog po Mojzesu otrokom tega sveta. V najožjem smislu predstavljamo sedaj mi, svečeniki, živo ta nauk in zakon. Vendar smo mi, kot živa Božja beseda, polni najboljšega upanja, da se bo ta veda sedaj iz nas rodila v ves svet in bo osvežila pogane. In to živo zaresno upanje je ona nosečnost device, katero je prerok imel v mislih. In sin, katerega naj bi in ga bo rodila, pa so prav vsi tisti pogani,
ki bodo sprejeli našo vedo. In ti bodo na to govorili in bili tako imenovani Emanuel. To je Bog, ki je tudi z nami. To se je dogajalo že pred nami in se dogaja sedaj toliko bolj živo in prizadevno. Toda ta sin bo jedel med in mleko in bo zavrgel hudobno in izbrano dobro. Z medom razume prerok čisto ljubezen in zaresno dobro, ki izhaja iz nje, in za mlekom razume božjo modrost, katere bodo ljudje deležni z ravnanjem po vedi in postavi. Ko si živo utelesimo božjo ljubezen in modrost, potem se nam prostovoljno gnusi vse hudobno in hočemo in izberemo dobro. Glej, moj mili mladenič, tako je s pomočjo najnotranjejše modrosti in jarese, s prerokovimi duhovnimi besedami in izreki in govori. Vsi ti imajo nek notranji duhovni pomen, ki je razumljiv zgolj skozi osnovne prispodobe in slike s pomočjo zanesljive in zaresne vede o prispodobah. In ga lahko najde samo zaresno pravi pismouk. Neposvečenec tega ne more. In če bi, potem bi bile vse visoke šole odveč in Mojzes ne bi imel težav postaviti za izvajanje božje vede in zakonov lastne svečenike in učenjake. Razumeš zdaj to edino zaresno in pravilno razlago tvojega preroka, katerega pa sam nisi razumel?